2000 in nekaj let nazaj ugotovil, da smo ljudje različni. A ste to tudi vi ugotovili, a ne? Smo različni. A se kdaj za koga pomisli, da je malo čuden? Večkrat na dan je zadnjič rekla ena gospa. Kdaj mi pomislimo za nekoga, da je malo čuden? Ko je drugače, da razmišlja kot mi, ne funkcionira kot mi, ne oblači se kot mi in tako naprej. Pa veste, kaj to pomeni? To v bistvu pomeni, da se mi v praksi ujamemo z eno tretjino. A ste slišali stavek, izhaja iz sebe? Izhaja iz sebe. Pa veste, da ta stavek, izhaja iz sebe, nam prenese gore gorja. Gore gorja. Veste, kaj pomeni izhajati iz sebe? Spet ono, da jaz pričakujem, da vi razmišljate, funkcionirate in delujete enako, kot delujem jaz. Če meni nekaj smešno mora biti vam, naj vas vprašam, a ste bili kdaj v situaciji, da ste povedali šalo, tresli ste se od smeha, spodnje perilo se vam je treslo od smeha, kako mi je bilo smešno, in vas za konec zraven vas. Recimo, da je to ženska povedala šalo in vašemu možu ni bilo smešno. In potem ste v neki družbi in vaš mož, vaša skupna prijateljica, vajna skupna prijateljica pove šalo. In vašega moža raztrgati od smeha. Ampak šala ni smešno. In kaj se dogaja? Da, ko sem jaz povedala, ti ni bilo smešno, ne? Zdaj, ko je ona povedala, ko je lepša in mlajša, ti je bilo smešno. In to je krasna priložnost za Tiho Mašo. A veste, kaj je Tiha Mašo? Slika je to na njih. To moram, čisto hitro moram povedati. Ne moš mi jesti na željo. Mi se pogovarjali z njo. Ampak naslednji dan je rabila njeno pomoč, da ga zbudim zjutraj. Ampak ni hotel prekiniti tišino, ni bilo to skupaj bitko, ne? In se spomni super rešitve. Napiše na list, zbudi me zjutraj o 5. On se drugi dan zbudi, sonce je visoko. Gleda na stensko uro, ura že 8. In zdaj on je, zdaj smo želi, da obuči, da se tega ni zbudila. Ko zadnjem postelje zagleda list papirja. Dragi, zbudi se, ura je 5. Okej, evo bila zdaj na bolj resne stvari. Torej, vse, kar vam hočem danes pokazati. Torej, mi se rodimo drugačni, rodimo se drugačnim pogledom na svet. Vsak trenutek imamo priložnost, da drugače odreagiramo od osebe, ki je poleg nas. Torej, v praksi to pomeni, kot sem prej povedala, kar je meni smešno. Poslušajte me zdaj dobro. Za vas je lahko dobesedno žaljivo. Ste se kdaj počutili užaljeni, ko je nekdo nekaj rekel in ste to povedali tej osebi in ona vas gleda? Kaj te pa tu vas užali? Se kdo počuti, je bil kdaj v taki situaciji? In gledajte, dragi in spoštovani, dokler mi ne sprejmemo, da iste stvari drugače doživljamo, mi bomo kar naprej drugega spreminjali v nekaj, kar ni. Kar naprej, mi pravzaprav imamo vsak trenutek priložnost, da smo užaljeni. Mi imamo skoraj vsak trenutek priložnost, da drugega užalimo. Nehote iz nevednosti in iz neznanja. Torej, mi iste stvari drugače vidimo, slišimo, čutimo, delamo, doživljamo, to je vam danes še velikokrat povedala. In danes sem vam to skozi praktične primere tudi pokazala.